Ja, gorasti nazaj. Pa moji lasje tudi. Dej za miš, pa se obrni stran. Hiter. Dej no. Žimne. Ja, ja. Ok, zdaj pa lahko pogledaš. Zadnji cajt. Manica mora osvojiti srce nekoga, ki ga ne pozna. Hkrati pa osvaja nekoga, za katerega se še sanja nekdo je. Ampak vi, Manica, vi ste veliko lepša. Vi ste fejst baba. Zrela hruška. To bo šele šok, ko bo prišel trenutek resnice. No, to, mislim, trenutek resnice pa že zdajle doživlja moj fater. Zadnje čase mi pa nekam zelo paši. Tako teče, kot oljček. Pa menda ja ni tudi vsaken, da sem že alkoholik. Upam pa, da bo ta trenutek resnice prišel tudi na dan glede fotra Tininega otroka. Glede tega oziroma tega trenutka pa tudi mene zelo firbec matra. Gorazdu kar ne morem verjeti, da ni on... Saj veste, kdor te enkrat prevarate za zmeri. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, to sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Dosti imam tega sprenevedanja, pa teh laži. Mi smo ena navadna, nesrečna družina. Jaz sem se ji premalo posvečala. Moj sin je narkoman, moj mož pa navaden slabič in pijanc po vrhu. Daj, Štefka, nehaj, lepo te prosim, nehaj. Tih bod, kar jaz govorim. No, mislim, da me tukaj še kar potrebujete. Štefka, se vam ne zdi, da so tu kar hude besede? Ne, gospod župnik, niso hude besede. To, da me je tale Kazanova prevaral z deklino, ki bi mu lahko bila hči, to čivkajo že vrabci na dvorišču. To, da je pa pijanc, imam pa glede na njegove redne izlete na stranišče, dokaj trdne, da ne rečem redke dokaze. Kakšen pijanc neki, kaj spet nakladaš? Popolnoma nič ne nakladam. Če nisi pijanc, kaj pa je tole, a? Kaj? A si mogoče postal zbiralec redkih steklenic? A boš dodal v kolekcijo? Pod eno streho. Pa sej to ni res. Vi se norca delate iz naju. Francel, vi ste za vnorišnico. Ja, sem zato magisterij delal, da me bo zdaj le ena smrkla tukaj zafrkala.
In da se bom šel ene igrice, ki se jih kot otrok nisem maral iti. Ne bi rekel, če se bi šli Monopoli ali pa... Aida, kaj pa si greš, daj nehaj, to res niso otroške igrice. No, gospa, draga gospoda, mislim, da tole, kar smo zdajle delali, ni bila samo igrica. A se motim, draga gospa? Mislim, da nam je hotela gospodična povedati, kaj je vzrok, da je tovarna zašla v rdeče številke. Manjka nam domišljija. Domišljija, ja? Kaj nam pomaga vsa podiplomska izobrazba, če pa imate manjko v osnovni? Sta mogoče kdaj prebrala knjigo o Petru Panu? Kaj ima pa Peter Pan s tem? Ma dajte no, Francel, saj ste že za v penzijo. Boste lahko vnučkam pravljice prebiral. Ne, stricu Francelu že ne bo treba v penzijo. Vi dva pa boste mogla še dokazati, če ne boste šla prehitro iz službe. No, gospodična Aida, rad bi vseeno rekel eno besedico v zagovor svojih dveh kolegov. Zdi se mi, da je borba za dobro delovno mesto danes zelo kruta in tudi začne se zelo zgodaj. Tako da mora človek zgodaj odrasti. Otrok, ki se skriva v duši vsakega izmed nas, pa se je pri njih potuhnil. S tem pa tudi fantazija. Ja, fantazijo pa, dragi moji, sedaj potrebujemo. Kaj ima pa fantazija z biznisom, no? Ja, kdo pa mislite, da je naša ciljna populacija? Zdaj se gremo pa še kviz, a? Ja, pa se pojdemo kviz. Naša ciljna populacija so otroci. In če hočemo prepričati otroka, moramo spustiti otroka v sebi na prosto. Pustiti moramo, da mu fantazija poleti. A je tako, Aida, a? Bravo, odlično si povedal, stric Francel, točno tako. Saj zato pa sem se odločila, da moramo v upravni odbor sprejeti več otrok. Zdajle jih pokličem. Halo? Kdo doma? Halo? Veste, kaj je noga? Zmave se svet skupaj. Kaj vam pa je? To je pa res lepo, no. Kaj sta pa toliko zamoljen? Gorazd, če te že zanima, s Tino sva še enkrat preračunali dneve in sva ugotovili, da otrok, ki ga nos, niti slučajno ne more biti Jakato. Ni teorije. Ja. Super, ne? Čeprav ni fotopola, ona itak nima kaj tle delati. Čakaj, Gorči. Tako lahko pa tudi ne bo šlo. No, se ti bom enkrat, ko ne bo tele tamale zraven, povedala, kako je s tem otrokom, veš? Pa dobro, kaj ima pa zdaj ona veze s tvojim frocem? Poleg tega, mislim, mi dva itak nimava nobenih skrivnosti, tako da če imaš kaj zapovedati, mislim, izvoli, ej. Gorazd, mislim, da bi bilo res boljše, če bi se na samem pogovorili. No, se si tak moram iti, če imate familiarne zadeve. Ne, čakaj. Čakaj, Maja, sej, če Gorazd prav, da nimate nobenih skrivnosti, bolj pa lahko povem. Gorazd, lej, tale otrok tukaj, v mojem trebuhu, je tvoj. Speš fuknena ti, ali kaj? Kaj ti pa je? A si nora, ali kaj? Kaj pa zdaj govoriš? Kaj ti je? Konc je! Ej, Maja, daj počakaj, pa valjda ne verjamem! Pa dobro, kaj je s tabo? Kaj je s tabo? Si nora, ali kaj? Gorazd, tokrat moram pa jaz Tini verjeti, veš? Na kaseti je zelo lepo. Kakšni kaseti, prosim te lepo, no pa kaj ne greste na pop-in s to kaseto, če je že toliko aktualna pa popularna? Ali pa še boljš, dajte razmnožiti pa v videoteke odnest, mater... Tomač! Nazadnje še prijatelji kozarce zase dvignimo, ki smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. No ja. Saj Maja je končno srečna. Gorazd je prišel in spet sta skupaj. Po vsem tem, kar je morala prestati v naši družini v zadnjem času.
Ji pa res od srca prvošam. Maja, kaj se je zgodilo? O, ne. On se je odločil, da gre za njo. Na cesto, med pijance, čist na dno. Ne zmore več doma živet, med stenami ujet. Ne zmore več doma živet, pripravljen je za njo umret. Tale moja sreča pa ni dolgo trajala, ne? Goraz mi očitno ni namenjen, vsaj v tem življenju, ne? Zimu pa ne bom več nikoli, ampak res nikoli več nič zaupala. Nikoli več. Vsi so isti. Pod eno streho. Tlele pa to življenko je. Ja. Halo, salam pri Manici, želite? Z Manico? Ma ne, momentalno nima časa. Mislim, hočem reči, ni. Ma kaj naročim, kdo jo kliče? Kdo? Karadžordžević. Karadžordžević. Ne, čakajte, se mi zdi, da je glih prišla. Čakajte, evo je. Halo, dober dan, gospod Karadžordžević. Ja, saj sem vas že pričakovala, ja. Aha, in kad pridete? Več ste tu. Znači, danes zvečer. Ne, nema problem. V redu, ja. Nasvidenje. Ja, doviđenja. Nancy, Madonna, danes večer pride. Jaz pa čistač nimam pripravljenega. Ježeš Marija, prosim te, prevzem tole našo stranko, Majo. Ježeš Marija, a si tlele taka svanarija, no? To je treba vse pospraviti, ja, kje pa je Jimmy? Prosim te, da mi tukaj vse pospravita, da se sija, razumeš? Da se sija tukaj, vse da se sija. Jaz pa šivim. V nabavo, Ježeš Marija. Pod eno streho. Da ne bodi otročja. Vodenje tovarni ni otroška igrica, no. Pa saj jih to vam hočem dopovedati. Na svoje mesta. Vodenje takšne tovarne res ni lahko. Zato imamo tu Francelja, ki je v tovarni že od samega začetka. Izkušenj in znanja ima na pretek. Mislim pa, da moramo imeti v nadzornem svetu vsaj še nekaj ljudi, ki znajo sanjati. Zato sem povabila nekaj svojih prijateljev. Pripeljite jih noter, prosim. Žigerjem. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Dan. Spoštovane gospe, gospodje, sodelavke, sodelavci, to so veliki ljubitelji in poznavalci čokolade. Jure, Tajda in Kim. Bravo. No, super, zdaj smo pa komplet otroški vrtec. Prasica zmešana je. Ta prasica zmešana. 100-krat že v dnev lajfu, da boš stalo. To pa ne, to je pa višek, mislim, tole bi pa zdaj pa brat zavil prasici ne umije. Gorazd! Dokazal bom, da Frost ni moj. Okej? Dokazal!
Sorry, Gorazd. Ampak ne moram si pomagati, jaz res dvomam v tvojo resnico. Veš, Tina ima zelo zgovorne posnetke. Ne vem, kako ji misliš dokazati, da laže. Mama, prosim te, vsaj ti mi verjem. Ni šans, da sem fotra, razumeš? Ni šans. Kako si lahko tako prepričan, da nisi, no? Veš, na posnetku je lepo vidno. Pusti posnetek ne si urad zatakne, razumeš? Jaz sam pri sebi vem, da ni možno. Ni možno, da sem jaz foter. Pa kako da ne moreš biti? Zaenkrat rečemo, da ne. A razumeš? Jaz sam pri sebi vem. Zdajle bom dal gmah, naj se Frost rodi, pol, gremo pa takoj in to isti moment na test očetovstva. Okej? Dokazal bom, da Frost ni moj, ker ne more biti moj, ni šans. Majči, povej, kaj je narobe. Ja, kaj, ne? Gorazd me je spet prevaral. Spet. Ja, kako spet prevaral? Pa saj sta šele kaj pol dneva skupaj, a v tem času te ni mogel prevarati, no kaj je bilo? Mami, ti tega sploh ne razumeš. No, poskus me. Mogoče pa razumem. Gorazd je oče Tininega otroka. Kaj je? Gorazd je oče Tininega otroka. O, ti... Majči, ne bom ti še enkrat razlagala o tem, da si mlada. Ampak vse se bo še uredilo. Zdaj pet pa z mano v kuhno, pet. Napet. Meni je toliko slabo, jaz bom bruhala bom. Tina, kakšna pa si? Si čist bleda, da sed se. Gorazd, prinesi kozarc vode, kaj čakaš? Pa še glasbeno željo. No. Ali pa jih odpojem, raj mogoče. Veš kaj, bi bilo najboljše, če bi šla zdajle malo v sobo pa se spočitaj, prav, malo poležati. Gorazd, izvoli, da naj spi. Hvala. No, peva zdaj. Joj, pa to je grozno, meni je toliko slabo. Kam? Valjda ne mislite, da bova midva v isti sobi? Veš kaj, Gorazd, če si lahko otroka naredil, jo boš pa tudi pri sebi v sobi lahko imel. Ko si otroka delal, te pa to nič ni motilo, a? Čas je, da prevzameš kakšno odgovornost, sine moj. Pa se ne morem verjeti, da te kači bolj verjameš kot svojemu sinu, lastenmu. Gorazd, tukaj gre za tvojo besedo proti videoposnetku, a ti ni jasen. Še točen datum, celo ura je gor. Šit! To ne more biti res. Zdravo, evo vaše špele doma, čista ko suza. Zdaj bomo lahko spet kaj v raju. Mojci dam čist prav, da mu ne verjame. Samo jaz tudi ne morem. Nekje tle noter... Pa še zmeri upam, da bo dokazal, da to ni res, kar prav Tina. Sranje. Žalostna sem za umret. Edina dobra stvar je, da se je Špela vrnila domov. Pa še zdrava zgleda. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho. No, kot vidite, smo pred vsakega čokologa postavili nekaj čokolad. Njihova naloga pa je, da ugotovijo, katera je Ančka. Prvi je Jure. Tale ni prava. Tale je malo boljša, ampak
Tale je prava. Pravilen odgovor! Bravo! Pravilen! Bravo, Jure! To je bila sreča. No, naslednja je Tajda. Začni. Tale ni. Tale tudi ni. Tale je Ančka. Prepoznam tudi nekoliko bolj težak okus kakavovca, ki se preliva čez mlečno cvetico. Pravilen odgovor! Bravo! Bravo! Blefera. No. Naslednja je še kim. Jaz sem postavila še težjo kombinacijo. Tale je zagotovo Ančka zadana drobnimi ležniki. Letnik 2001. 100%. Bravo. Bravo! Tale je Ančka zadana aromo kokosa, januar 2003. Odlično! Neverjetno, neverjetno. Tretja pa je navadna čokolada Ančka, prišla iz tekočega traka pred 2 dnevi. Ja! Bravo! Kdo bi si mislil? Kakšno spoznavanje? Neverjetno. To ni nič. Ančko prepozna vsak. To bi lahko tudi midva. Z lahkoto. Ostaj bosta, ker boste zdaj tudi video pravili enak poizkus. Še jaz se pridružim pri poizkusi. Ko smo se včasih zabavali v tovarni, na začetku naše tovarne, me prav zanima, če imam še tak občutek. Mami, sem te pogrešala. Ti Špela, pa mislim, so tebe že spustili, pa si čista. Ne Kar te vem, hoče vprašati, če imaš uraden izhod. Ja. Seveda sem uradno na obisku doma. Ja, kaj pa ona dela tle? Non-stop bruham. Tin je postal malo slabo, pa jo peljem v gorazdovo sobo. Zdaj bosta skupaj. Veš kaj, čist nič ne bova skupaj. Čak malo, zakaj mojo sobo? Kaj ima to veze z gorazdom? Kaj je narobe? Poglej, Špela, kar nekaj novih zadev je pri nas. Veš, oče Tininga otroka ni jaka. Če ni oči, pa sploh ni šanse, da še tle ostane. Pa so šanse, so. Oče je gorazd. Prosim. Oprosti, bratco, ampak da si pa še 3-krat večji kreten, tega si pa nisem predstavljala. Kdo je kreten? Kaj? Kdo je kreten? A polno kapo vas nam, vseh skupaj. Razumeš? No, zaradi mene je lahko tudi papež oče njenega otroka. Mene to čist nič ne briga, v moji sobi ona ne bo spala. Ne bo. Tina, tudi prav se ne splača kregati. Ne, imaš prav. Boš pa danes pri meni prespala, veš. Peva. Kaj? Mi dve bova skupaj spali, pa... Kako si prijazna, kaj pa ti je? Kaj? Jaz gleda, da bom babica, ne? Ajde gremo. Čau, Anči! Daj ga nazaj, rad! Če boš pa rabila kakšnega, da ga pogreje, pa samo nek pozove mene. Barabe, dedva se kar zezeta. Jaz sem pa biznis, totale pa bajto rešujem. Veš, poglej, kar nič ni več. Komu taki manjči se zagrela? Ajde, čau! Vsak čas pride, čau! Sed se, no. Janez, ti se used zraven njega. Ja, mal prehiter sem se pohvalila. Tudi Maji ni lepo. Gorazd jo je spet prevaral. Tokrat
Sta se do konca razšla. Malči, no. Sej boš prebolela. Čas je najboljši zdravnik. No, Ljubika, ne jokaj. Ja, vidim, da je v vaši hiši še marsikaj potrebno obravnave. Kar pošteno se bo potrebno potruditi, da postavimo stvari na pravo mesto. Mislim, da je treba problem zagrabiti pri glavi vaše družine. Jože, vi boste prvi na vrsti za razčiščevanje. Tale je definitivno Ančka. Žal, tole je Milka. Mislim, da je tale. Tale ima bolj grenak priokus. Tale bo ta prava. Napačen odgovor. Tole je pa čist navadna jedilna čokolada. Slabo. Tale je dobra, ampak ni prava. Tale je jedilna. Tale pa bo. Upam si staviti, da je tole Ančka. Pravilno odgovor! Bravo! Tako. Sem vedela, striček Francis, da boš ugotovil, katera je prava. Vi boste naš tržni, prodajni in tudi komercialni direktor. Hvala. Vidva pa sta žal odpuščena. Konc debate. Kdor dela v tovarni čokolade, ustavite se. Kdor dela v tovarni čokolade in vsak dan ne poje niti koščka, ni vreden, da dela v tovarni. Sploh pa, če svoje čokolade še prepoznati ne zna. Žal, takih delavcev v upravi ne rabimo. Pa. Nasvidenje, žal mi je. Ija! In zdaj nazdravimo, dragi moji, na bodočnost. Izvolite. Tako. Na poslovno bodočnost. Na novo poslovno bodočnost. Končno je prišel. Evo, že grem. Več dolazim. Ja, sej to ste pa spet vi. Ja, Kristus, Jezus, Marija sveta, no. Gospod, se vidite, da imam zaprt, no. Zaprt je, gospod, no. Zaprt je. Začetek predlagam, da se odrečemo gledanju televizije. Ta nas samo odvrača od tekočih dogajanj. Posvetili se bomo pogovoru. Dobremu, staremu, iskrenemu pogovoru. Pa skupaj se bomo šli družabne igre, pa tudi molili bomo skupaj, veliko bomo molili. Ja. Molitev nam bo vlila dobre volje, pa poguma. Ja, še posebej, če bomo skupaj molili, a ne? Pa tudi rekreacija je potrebna. Veliko bomo tekli. Jaz bom pa zdajle malo težko tekel. Oprostite, jaz bom pa takole malo težko tekel. Janez, brez skrbi, ti boš kar še naprej nekaj časa ostal pri svojih sestavljenkah. Ja, meni žal, jaz ne morem. Ampak zdaj tisto, kar se tiče Jožeta. Najprej mora vsa pijača iz hiše. No ja, zdi se mi, da malo pretiravate vsi skupaj. Takih problemov tudi nimam. Kakšen kozarček bi pa že lahko spil, tako po kosilu za zdravje, ne? Pa dej se končno sprijazno. Nehaj komplicirati. Čist nič več ne boš pil. Jasno? Veš kaj, če sem jaz po 25 letih lahko nehal kaditi. Evo, tlele imam jaz spravljen svoj zadnji cigaret. Evo, bom jaz lahko tudi po 3 mesecih občasnega popivanja prenehal pit. Ni problema. Kar boš prav, boš prav. O, brez skrbi, da bom.
Občasnega. Mislim, da ima Jože še kar nekaj težav, ki jih zaenkrat ne želi deliti z nami. Jih že še bo. No, ampak zdaj je čas, da se res posvetimo naši skupni dejavnosti. Ja sam vedel, da ste čest osamljena, pa sam si rekel, Miladin, škoda se dela, tako lepa gospa, a sama. Gospod, ampak boste morali jeti, a veste, ker jaz nekoga čakam. Ne čakaj, pomladi, ne čakaj, nemaj. Čakala, čakajući zaspala. Nič, čakati prosim, nič. Gospod, jaz čakam tistega bogatega gospoda Pleniča. Pa res ne bi bilo dobro, da vas tukaj najde. No, morate jeti, a veste. Ni problema, gospa Manica. Pride, ja bom rekel, da sam doma. No, samo dovolite mi, prosim, da vam delam društvo dok tisti gospod ne pride. Prosim. No, najben bo, no. Ampak, ko on pride, boste pač morali pri tistele v stranskih vratah ven, gospoda, veste? No, moram pomagati. Razumem, gospa major. Boga mi. Za začetek predlagam, da mogoče eno zapojemo. Eno tako, ki jo vsi dobro znamo in ki nam bo vlila dobre volje in ki govori tudi o prijateljstvu. Mogoče bi pa... Jože, a bi vi začeli? En hribček bom kupil, bom trte sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. Sladkovince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje žive dni, brez vse skrbi, to me srčno veseli. Je bila dobra za začetek? Dobra že sem, Jože, mislim, da ne ravno prava. Veste, tko je bilo? Mi smo bili plavi, ja, a oni pa rdeči. I tada ja komandiram, Juris! Ja, i zgrabim mitraljez i i vse ih pobijem. A zares? Ma ne zares, to je bila vaja, veste. Vaja. Ježeš, koliko je ura? Poglejte, zamuja. Celo debelo uro. Ja, koga pa misli njeno? To pa ni dostojno. Moja gospa Manica, takšni su ti bogataši. Oni, veste, mislijo da je u celi svet u njihovih rokah. Ja, gospod, jaz pa ne mislim tako. A veste, če ga do zdaj ni bilo, ga pa tudi zdaj ni treba. Da veste, medva se bova tukaj le čist fajn imela. Se jaz sem raje v družbi še s kakšnim takem bolj preprostem gospodom, kakor ste vi, a veste? Manice? Ja? A ste vi tega gospoda Karađorđevića, mislite? Ja, Karađorđevića. Že kdaj srečali? Ne. Ampak gospod, veste, mi gre že zdaj na živce. Čeprav ga še nisem srečala. Ja, koga si pa on predstavlja? Se jaz nisem ena smrkla, ki bo svoje frajere celo noč čakala, ne dej? Ja, gospod, no, dej, pustva ga na mir, če ga ni, medva bova pa eno ljuto popila. Krasno. Močna je, k hudič. No? Na zdravje. Na zdravje, živeli. Dan. Dobar dan. Sem kaj zmotil, kaj? Jaz bi sam z Majo rad govoril, če lahko, prosim. Izvoli. Mislim, na samem, no? Če lahko. Pet. Dobro, no. Ampak samo 5 minut, ja? Janez, Špila je prišla. Doma je, veš? Špela je prišla. Špela je prišla. Špela je prišla. Moram telefonirati. Kje je telefon? Špela je prišla.
A bi še kaj zapel? Ne bomo ne pil, ne pel. Odloč se, da gre na drugo stran, ne bo ga več nazaj, ne boju več nazaj. Šit. Gore skoraj neha težit. Jaz pa sem že tako sita vsega. Upam, da se bo vse Janezova romanca končala kaj bolj romantičen kot pa moja. Da ne bo kakšnega presenečenja. Upam. Sorry, Gorazd, ampak tudi če bi ti hotla, ti ne morem več verjeti. Enostavno ti ne morem več zaupati. Če ti presežem, da ta Froc nima nobene veze z mano, no. Pa častna beseda, no. Pa ne veš, da imam samo tebe rad človeka, razumeš? Tebe, iz vsega svojega srca. Kaj je zdaj to, no? Ja, te tvoje besede. Ampak kaj, če so pa pol dejanja čist nekaj drugega? Če ti garantiram, da imam dokaze, da Froc ni moj. A štekaš? Imam argumente, sem jih pač zdaj ne morem še razkriti. Zakaj ne? Ja, zato, ker ne. Mislim, ker je prezgodaj in ker je to vse, kar ti lahko zdaj povem. Lahko ti povem samo to, da ko se bo Froc rodil, takrat ti bom pač lahko vse dokazal. Ja. Boš, ja. Čau, Janez. Kako pa sem vesel, da si prišla. Super, zdaj se bo vse zrihtalo. Stoj, prosim. Zdaj boš pa ti meni pomagala, da se bom skinil. Stoj zato, ker sem prišla povedati, da je konc. Zakaj? Zato, ker se ne smem več družiti s tabo, ker so to pravila komune. Ker ne smem biti več džanki, ker lahko še sama not zapadem. Meni je ful žal, res. Oprosti, vso srečo, pesti ti držim sam, boš moral sam. Špela, glej, Oprosti. Jaz ne... Sorry, ampak Gora sam lapa. Če me ima res tako rad, kot prav, in ima tudi dokaze, da ni foter, zakaj me pol pusti trpeti in mi jih ne pokaže? Janez pa tudi, no. Shit. Ta bizgec si je pripravljen tudi kaj narediti, ali pa zafurati čist do konca. Kakorkoli že, se vidimo. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče
išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho